Lep pozdrav. Naj najprej povem, da sem zelo vesela, da sem danes lahko poslušala doktor Rožmanovo, ker sem veliko njenih stvari že prebrala in je ona pravzaprav vodilna, kako naj rečem, strokovnjakinja pri preučevanju zgodovine babištva pri nas. In že pred leti me je pravzaprav dala tudi en tak navdih, ker sem brala njeno knjigo Pet se je podrla, ne, da sem se tudi jaz začela spraševati o vlogi babic v porajajočem se javnem zdravstvu. Zdaj v tem svojem referatu bom šla kar nekaj nazaj v času, a ne. Predhodnica je že omenila ustanovitev babiške šole leta 1753. Jaz pa bom predstavila nekaj raziskovalnih izhodišč, ki so spremljale ta vstop babic v javno zdravstvo. Poklic babice se namreč začne regulirati na nivoju države v času reform Marije Terezije, pri čemer v delo babic začne posegati tudi uradna medicina. Babice od takrat lahko ta poklic legalno prakticirajo le ob določenih pogojih. Začetki te regulacije, kot rečeno, segajo v okvir reform Marije Terezije, med njimi je bila tudi zdravstvena reforma, ki je mogoče malo manj znana kot njene druge reforme, a ne. Pri zdravstveni reformi pa se je vladarica zanašala predvsem na svojega prvega zdravnika, Nizozemca Gerharda van Swietena iz Leidna, ki je bil zelo napreden zdravnik, razsvetljenec, in njune reforme so vključevale tudi reformo medicinskih fakultet. Najprej dunajske. V študij medicine je van Swieten namreč kot novo vejo medicine med drugim vključil tudi porodništvo in s tem povečal zanimanje medicine za rojevanje žensk. Med njegovimi takojšnjimi ukrepi je bila vzpostavitev babiških šol, tako imenovanih Hebammenunterricht, s čimer je hotel zmanjšati veliko umrljivost porodnic in novorojenčkov pri porodu. Zgodovinar medicine Peter Borisov ugotavlja, da je do visoke umrljivosti prihajalo po eni strani zaradi nepoznavanja naravnega porodnega mehanizma in porodne pomoči, po drugi strani pa zaradi neprimernih sredstev in načinov, ki so jih uporabljale nekatere nevešče babice. Najprej so začeli babice o osnovah anatomije poučevati na Dunaju. Van Swieten je tja povabil porodničarja Jozefa Molinarja iz Trienta. Model te dunajske babiške šole so nato uporabili pri ustanavljanju teh šol v vseh, ali pa skaj v večino glavnih mest habsburških dežel, pa tudi v drugih večjih mestih po monarhiji. Kot rečeno, leta 1753 je babiško šolo dobila tudi Ljubljana. In v bistvu ta babiška šola predstavlja neko verjetno najstarejšo zdravstveno institucijo na Slovenskem. Za prvega učitelja na tej šoli je van Swieten osebno, on je vse zdravnike osebno imenoval Franca Klopsteina, ki je izvajal potem tudi tečaj za kirurge. V babiško šolo so morale vse ženske, ki so prakticirale pomoč pri porodih. Ker šole na začetku marsikatera ni hotela obiskovati, jim je bila zagrožena tudi kazen, in sicer od 1 do 2 forinta. Klopsteina je leta 1774 nadomestil dotedanji idrijski kirurg Baltazar Ake, ki je babice poučeval kar v hiši, kjer je v Ljubljani tudi sam stanoval, in sicer v eni od ulic blizu cerkve svetega Jakoba. Anatomijo je predaval v prostorih nekdanje jezuitske lekarne. Ivan Pintar domneva, da je pouk ob bolniški postelji imel v meščanskem špitalu, kot je potem veljalo tudi za njegove naslednike. Kasneje so klinični pouk prakticirali v civilni bolnišnici v civilnem špitalu na Ajdovščini, teoretični del pouka pa v prostorih novega mediko-kirurškega liceja, ki je bil zgrajen leta 1782. Zdaj,
kirurški licej je bil pravzaprav šola za ranocelnike in babice, kajti Kranjska seveda medicinske fakultete ni imela. Stal pa je na mestu današnje Ljubljanske tržnice, na Vodnikovem trgu, stavbo kasneje podre potres ob koncu 19. stoletja. Babiška šola torej ni imela svoje stavbe in je v tem obdobju najprej delovala v Meščanskem špitalu, kasneje pa v deželni civilni bolnici oziroma pri porodnišnici, ki je bila del civilne bolnice. V ta čas pa sodi tudi prvi slovenski učbenik za babice iz leta 1782, ki ga je pripravil Anton Makovic, deželni ranocelnik in privatni učitelj porodne pomoči v Ljubljani. In sicer z naslovom Vprašanja in odgovori čez všegarstvu. Fragen und Antworten über die Geburtshilfe. To se pravi, je bil slovensko-nemški priročnik. Včasih je bilo zelo težko priti do tega priročnika, zdaj je pa 2 klika stran, lepo je poskeniran na Delibu in ga lahko vsakdo bere. V predgovoru on med drugim zapiše: ali koliko strašnega pergodenja nisim jaz skozi leta sam z mojimi očmi videl, egzempelne, nad katerimi natura ostrmi in v zgrozo odskoči, kadar se pomisli, kako neusmiljeno in tiransko bodo porodnice, od neumnih žen matrane, razdjane in z njih otročičem vred umorjene. Potem še podrobno v nadaljevanju opisuje pogoste primere poškodovanih otrok in razmesarjenih žensk, ko so ženske, ki so pomagale pri porodih, otroke na silo vlekle iz porodnic in jih pri tem tako njih kot tudi novorojenčke velikokrat usodno poškodovale. V knjigi pa med drugim tudi opiše, kakšna naj bi bila babica. Citiram: ona bi imela eno dobro vest, eno dobro srce in zdravo pamet imeti. Ona bi imela brati in opisati znati. Na telesu bi imela zdrava, trdna, čedna in ne prestara biti. Do porodnic bi morala biti priljudna, postržljiva, potrpežljiva, neutrudna, strokovno podkovana, skrbna, čuječa, usmiljena, ne preveč zaupljiva, cagava in nemarna, ampak srčna, previdna, preudarna in pripravljena na vse. Na babjo vero ter stare malopridne šege in navade pa se ne bi smela ozirati. V okviru terezijanske zdravstvene reforme je nastal zdravstveni normativ, danes bi temu rekli zakon, in sicer z dne 2. januarja 1770, tako imenovani Generalsanitätsnormativum, ki je v bistvu bil prvi splošni predpis o organizaciji zdravstvene službe, ki je veljal za vso Habsburško monarhijo. Zdravstveni predpis je obsegal 122 strani in bil razdeljen na 2 dela. Za nas v tem kontekstu je pomemben prvi del, v katerem so bile obravnavane zdravstvene razmere v notranjosti monarhije in 4 uredbe oziroma instrukcije, ki so urejale obveznosti zdravnikov, ranocelnikov in padarjev, lekarnarjev in babic. 4. uredba je urejala delo babic. V utemeljitvi med drugim piše, citiram, da je neizkušenost babic držav že pogosto in vedno znova stala izgube mnogih državljanov. Konec citata. Želeli so predvsem povečati število babic in sicer na vsaj eno babico za 2 ali 3 občine skupaj. Izkušenost so babice morale potrditi pri magistru porodništva, če tega ni bilo, pa pri okrožnem, deželnem ali mestnem fiziku oziroma zdravniku. Takšna od oblasti potrjena babica je morala biti častna in krščanska, pripravljena na pomoč po dnevi in po noči, ter takšna, ki se pri porodnicah ne napije vina ali močnih pijač. Pri svojem delu ne sme uporabljati praznoverja, praznovernih besed, gibov in pripomočkov. Poskrbeti mora za krst v sili in porodnicam ne sme z nevarnimi snovmi pomagati pri splavu. Te instrukcije potem bila dodana še tudi uradna prisega za babice. Zdaj, če beremo med vrsticami, je v bistvu to nek kako naj rečem,
nek spisek želja oziroma kakšne ženske so primerne za to delo in kaj se je pravzaprav na terenu pred tem dogajalo. Ne? Kaj so bile tiste glavni očitki, ki jih je oblast videla v prakticiranju babištva takrat. S tem zakonom iz leta 1770 se je začel proces umeščanja babic med zdravstvene poklice. To se pravi, poleg zdravnikov, ranocelnikov, lekarnarjev, četrta skupina postanejo babice. Ženske, ki so izvajale porodno pomoč, dobijo možnost izobraževanja in legalnega upravljanja tega poklica. Pot do zadostnega števila šolanih babic pa je bila postopna, saj večina žensk, predvsem na podeželju, ni imela možnost udeležbe na babiških tečajih, šolanja na babiški šoli. Naslednji vir, ki sem ga v tem smislu brala, je bila topografija ljubljanskega mestnega zdravnika Frana Viljama Lipiča, ki je v Ljubljani kot drugi mestni zdravnik deloval v 30 letih 19. stoletja. Za leto 1832 na primer napiše, da je bil za učenke babištva obvezen polletni tečaj in dvomesečna praksa v porodnišnici. Pozimi je predavanje potekalo v kranjščini, poleti v nemščini. Vsako leto se je na tečaj babištva prijavilo veliko žensk. Na podeželju, kjer v posameznih občinah pogosto primanjkuje usposobljenih babic, distriktni zdravniki za tečaj predlagajo najbolj sposobne ženske in če te nimajo dovolj finančnih sredstev, jih okrajna gosposka priporoči za dodelitev podpore, tako da na prošnjo cesarsko-kraljevega okrožnega urada dobijo sredstva iz deželnega sklada. Za primerne se štejejo poročene ali vdove do 50. leta starosti, ki imajo lepe življenjske navade, se lahko učijo in znajo kolikor toliko pisati. Leta 1832 je bilo na primer 13 učenk babištva. Zdravnik Lipič ugotavlja še, da nekaj babic nižjega sloja, ki so preslišala šolska pravila, ne more opustiti zakoreninjenih zlorab. V Ljubljani je bilo leta 1832, to se pravi v mestu, 21 babic, od katerih so bile 4 zaposlene. Letno je bilo v mestu 442 porodov, od tega 124 v porodnišnici. Lipič izračuna, da je ena tukajšnja babica pomagala pri približno 15 porodih na leto, zato je bil njen dohodek izredno nizek. Prav tako od pomoči pri porodih niso mogli živeti niti porodničari, to so bili v glavnem z ranocelniško izobrazbo, saj jim delo v mestu večinoma odvzamejo preštevilne babice. V porodnišnici, ki je delovala v okviru civilne bolnice, je bila zaposlena ena babica in en porodničar. Značilno za takratno porodnišnico je bilo to, da to ni bila porodnišnica v modernem pomenu besede, ampak da je bila to ustanova, kamor so hodile ženske, ki niso želele obdržati otrok, roditi. Otroke so tam potem pustile, ki so šli potem v najdenišnico in potem v sistem rejništva naprej. In to niso bile samo najrevnejše ženske, bile so tudi ženske, ki so zanosile iz višjih slojev, kar potem vidimo, ker je porodnišnica imela 4 razrede oskrbe oziroma sob. Lahko si bil sam v sobi in identiteta je bila skrita potem. Podatek tudi kaže, da so v porodnišnici rojevale skoraj izključno samske ženske, tudi nekaj vdov in le res v nizkem procentu, 1 ali 2 na leto je bilo poročenih žensk. Če skočim še 50 let naprej, v času je zdravnik Friedrich Käsbacher v knjigi Krain und seine öffentliche Gesundheit, to se pravi Kranjska in njeno javno zdravje, na osnovi statističnih podatkov za drugo polovico 70. let in začetek 80. ugotavljal, da je bilo v 6 letih, med leti 1875-1881, v povprečju na Kranjskem 330 babic.
Zdaj, kako so te babice sistem delovale v nekem nastajajočem sistemu, ne? Samo 2 je plačala država, 223 jih je bilo nastavljenih se strani okraja ali občine, 2 sta delovali privatno, kar 109 jih pa ni bilo v javni službi. Iz statistike je tudi razvidno, da so bile ljudem najbolj dostopne babice v mestu Ljubljana, kjer je ena babica prišla na 464 prebivalcev. Najslabša dostopnost pa je bila v okrajih Krško, ena babica na 2429 ljudi, Novo mesto, ena babica na 1936 ljudi, Litija, ena na 1839 ljudi, Črnomelj, nekaj čez 1800 in Kočevje, nekaj čez tudi nekaj 1817. To seveda govorimo samo o teh uradnih babicah. Podobna razmerja, pri čemer se število babic po okrajih počasi veča, kažejo tudi kasnejša deželna zdravstvena poročila. In v tem trenutku sem jih našla in pregledala nekje do začetka 90. let 19. stoletja. Deželna zdravstvena poročila so pa bila osnova za sestavljanje potem skupne avstrijske statistike za vse zadeve, kar se tičejo zdravstva. In so v bistvu veliko bolj narativno bogata, kot pa potem österreichische statistik, kjer so skupaj potegnjene samo številke. Razvidno je tudi iz teh poročil, da je bilo v primerjavi z drugimi habsburškimi deželami v 19. stoletju, drugi polovici 19. stoletja, manj babic kot na Kranjskem, le še na Štajerskem, v Galiciji, Bukovini in Dalmaciji. Kranjska je torej v tem smislu spadala med tiste dežele, ki so v številu babic zaostajale. Zdaj, v zvezi z uveljavljanjem babic v javnem zdravstvu ostaja še ogromno, sploh za to zgodnjo obdobje druge polovice 18. pa potem prva polovica 19. stoletja, še več neodgovorjenih vprašanj, med drugim, na primer, kako se zakonodaja v zvezi z delom babic razvija skozi celotno 19. stoletje, kako so te šolane babice pravzaprav v praksi delovale, kakšno plačilo so prejemale, kako so sodelovale zdravniki, potem soobstoj, kot je že predhodnica omenila, soobstoj neizprašanih babic oziroma tudi mazačk z izprašanimi babicami, izobraženimi babicami. In nenazadnje, kako se je pravzaprav večanje izobrazbe babic odražalo v samem preživetju porodnic in dojenčkov. Hvala lepa.